Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Delegacija Državnega sveta je po pogovorih na občini Jesenice obiskala zasebno podjetje Sumida Slovenija ter splošno bolnišnico Jesenice s skoraj 700 zaposlenimi. Župan Mencingar je svetnike seznanil z aktualnimi gospodarskimi razmerami in možnostmi izobraževanja. Tukaj nekako pričakujemo, da bi se srednja šola kot taka resnično bolj vključila v gospodarstvo samo kot tako, in pa zelo ponosni smo na fakulteto Angele Buškin za zdravje. To je dejansko inštitucija, ki je visokošolska. Vemo pa, da imamo tudi srednjo šolo v sklopu same srednje šole, tudi ta srednji del izobraževanja, tako da se potem ta stvar nadgrajuje, potem lahko rečem za potrebe prioritetne splošne bolnice Jesenice in pa zdravstva na celotnem področju Gorenjske. Na Jesenicah si prizadevajo za ohranitev vseh obstoječih dejavnosti splošne bolnišnice. Občina bo ta namen zagotovila površine, ki bi bile potrebne za izgradnjo novega bolnišničnega kompleksa. To staro bolnišnico, ki je bi pa lahko namenili bodisi negovalni bolnici, bodisi domu starostnikov, in pa tudi ne smemo pozabiti, da aktivnosti tečejo, da bi tudi za olimpijske potrebe in pa predvsem olimpijskega komiteja, govorimo o športu, lahko dobili neko infrastrukturo in pa neko preko oskrbo tudi te populacije. Državne svetnike so seznanili s predvidenimi državnimi investicijami, kot so gradnja krožišča na Hrušici, ureditev pločnika ob cesti ob bolnišnice proti Hrušici ter obnova magistralne ceste R2 skozi celotno občino. Župan je med občinskimi naložbami izpostavil ureditev območja od Lidla do Slovenskega Javornika, kjer občina Jesenice načrtuje izgradnjo ceste s krožiščem. Ker vidimo sami, da je kar veliko problema, ki nastane na Jesenicah, ko se zapre avtocesta in potem Dars usmeri celotno to žilo transporta skozi celotno občino Jesenice. Zato vidimo neko razbremenilno zgodbo, to je pa ta cesta od Slovenskega Javornika mimo Lidla, potem Merkurja proti Hrušici, in tukaj vidimo nekako neko povezavo, ki bi bila izredno pomembna. Delegacija Državnega sveta je danes želela obiskati tudi največje podjetje Acroni, vendar so zaradi prestrukturiranja vodstvenih kadrov ogled tamkajšnje proizvodnje preložili na naslednji obisk. Na srečanju z županom Mencingarjem so se pogovarjali tudi o ureditvi industrijske ceste, ki je povezana z Acronijem, in o problematiki vode Julijana. Prav tako seveda je tukaj diskusija bila o sodelovanju z Slovenskim železnicam, ki so tudi možne nekega razvoja oziroma umestitve določenih vsebin v ta prostor, in pa platoja pred Karavankami. Dejstvo je, da se bo tukaj gradil ta drugi predor. Dejstvo je, da je treba seveda te stvari na nek način se dogovoriti in najti možnosti sodelovanja. Predsednik Državnega sveta meni, da se na Jesenicah odpira veliko razvojnih priložnosti, še posebej na področju turizma in športa. Želeli bi, da se tukaj na nek način spostavi nov slovenski hokejski center, ki bi omogočal razvoj tako turizma, izgradnjo morda tudi določene dodatne infrastrukture, kot je hotel, kot je kakšna takšna dodana vrednost, in tukaj se mi zdi, da bi lahko veliko pripomogli k temu, da bi se seveda turizem oziroma ta tehnična zvrst povezala, pa če lahko rečemo tukaj od smučišča do gorskega kolesarjenja in vseh ostalih dodanih stvari, o katerih smo se danes pogovarjali.